Izjemno smo veseli ponovne rasti, ponovnih rekordov na področju slovenskega turizma. Že do oktobra smo praktično zabeležili več prenočitev, kot jih je bilo lani v celem letu, tako da se obeta do konca leta nekje čez 15 milijonov prenočitev, kar je seveda velik uspeh, na katerega so seveda vplivali zelo intenzivna, obsežna promocija, izjemno inovativni, kakovostni turistični produkti, doživetja. Skratka, vse te aktivnosti, prav tako jasno sporočilo, kako želimo Slovenijo predstavljati, se pravi kot zeleno, butično destinacijo. Ta usklajenost in povezanost s turističnim gospodarstvom je imela nedvomno velik vpliv, tako da vse te aktivnosti so vplivale na večjo prepoznavnost Slovenije, prav tako na večji ugled, uvrstitve Slovenije in njenih destinacij na lestvice najbolj atraktivnih zelenih destinacij strani priznanih medijev. Slovenija je nekako postala v trendu, postala je zaželena, ne samo, da je postala prepoznavna, ampak naredili smo en korak več, se pravi z načinom komuniciranja in pa tudi s tem, ko skušamo razvijati ponudbo v smeri, ko smo si jo zastavili v skladu z našo vizijo. Letos je tudi so potekale aktivnosti v luči promocijske teme, ki je kultura. Kultura je eden od 10 ključnih turističnih produktov slovenskega turizma, s katero naslavljamo zahtevnega obiskovalca, vplivamo tudi na desezonalizacijo, prav tako na geografsko razpršenost, predvsem pa na višjo vrednost, ki jo imamo za cilj v turizmu. Leto kulture se bo nadaljevalo tudi naslednje leto, potem pa že pripravljamo novo poglavje, ki bo pa gastronomija. Vemo, da Slovenija dobila prestižni naziv Evropska gastronomska regija. Podelitev je bila prejšnji mesec v Bruslju in projekt predstavlja veliko priložnost tako za povečanje prepoznavnosti Slovenije kot gastronomske destinacije, kot priložnost za njen razvoj. Jaz mislim, da rezerv je še zelo veliko, ker smo bili zdaj bolj orientirani na samo kulturno dediščino, ki se je promovirala skozi turizem. Zdaj se mi zdi pa naslednja stopnja bo, da bomo pa same slovenske kulturne produkte, če lahko o tem tako govorim, kot Slovenska filharmonija, Drama, Celjsko gledališče, festivali, ki jih imamo recimo poleti, jeseni, zdaj tudi pozimi že Ljubljanski festival, se pravi, ki jih imamo več. Kot nek produkt, ko turist pride za 3 dni v Ljubljano, si kaj ogleda, kaj dobrega poje, zvečer gre pa na nek dober koncert. Tako kot sem že menil na novinarski konferenci, se mi zdi en zelo dober vzor, je res Dunaj, ki to dela, kjer je ta kulturni aspekt turizma, ta dodana vrednost zelo visoka in kjer so že pred dolgim časom ugotovili, da je to tista dodana vrednost, ki da mestu en poseben pečat in pritegne tudi posebne goste. Ker mi govorimo v strategiji o nekih turizmu 5 zvezdic, prav tudi nekem gostu, malo bolj zahtevnem gostu, ki bo mogoče ostal kakšen dan dlje in seveda tudi koristil to kulturno ponudbo, ki bo veliko bolj integrirana v samo promocijo. To zahteva seveda za kulturo kar nekaj dela, ker ko prijajo turistične agencije, ki bukirajo ali pa predstavljajo neke programe za naprej, moramo vedeti kar dosti naprej, katere kulturne produkte bomo imeli, kar v Sloveniji predvsem pomeni, da mora Ministrstvo za kulturo zagotoviti neko stabilno financiranje, da bodo direktorji festivalov, umetniških hiš vedeli, kaj lahko ponudijo, kaj lahko programirajo v naslednjih letih, da potem seveda to lahko zintegriramo v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarstvo, z Slovensko turistično organizacijo in to seveda ponudimo gostu. Kvaliteta je na zelo visokem nivoju, to sem se prepričal letos že parkrat, ko sem bil na gostovanjih z ali orkestri, ali gledališči, ali razstavami, ravno kar prihajam iz Anten, kjer je razstava Jurija Šubica. Tako da je, se pravi, tako promocija Slovenije skozi kulturo v tujini, ker do sedaj nismo bili toliko povezani in seveda samimi kulturnimi produkti, ki se bodo integrirali v strategijo turizma v Sloveniji.